dan, lepo pozdravljeni in hkrati čestitke nam vsem, da smo pred 25 leti izglasovali demokracijo. No in prav na današnji dan bo Nova Slovenija vložila v proceduro zakon o prikritih grobiščih in pokopu. Spremenili smo nekoliko naslov zakona in ta naslov sedaj bolj odraža tisto, kar smo dejansko zapisali v tem zakonu. Zakaj zakon vlagamo prav na današnji dan? Tudi zaradi tega, ker ima današnji dan simbolni pomen. Pred 25 leti, na ta dan, ko so bile volitve, so bili Slovenci smo bili polni zanosa, pričakovanj, da bo v Sloveniji dokončno zavladala demokracija, drugačna družba, da bomo med seboj bolj prijatelji in da bomo s polnimi pljuči zadihali svobodo. Kot smo slišali tudi na včerajšnji državni proslavi in ko smo slišali tudi izjave nekaterih takratnih udeležencev tega dogajanja, so vsi po vrsti izražali neko nezadovoljstvo ali pa tudi razočaranje, da se ni uresničilo vse tisto, kar smo takrat pričakovali. Seveda pa hkrati ne smemo obupati nad našo domovino, ampak si prizadevati za uveljavljanje demokracije, svobode še naprej in za tudi boljše medčloveške odnose, boljše odnose v naši družbi. In ker je del slovenskega prebivalstva, se še vedno čuti nekako kot drugorazredni državljani, tudi zaradi tega se mi zdi, da je ta datum pomemben datum in mi želimo s tem zakonom o prikritih grobiščih in pokopu enostavno pomagati pri izpolnjevanju osnovne civilizacijske norme, kot je pokop mrtvih, pravica do spomina, pravica do groba. Žal vemo, da je po vojnih pobojih bilo pobitih okrog 15.000 Slovencev, in da imamo evidentiranih okrog 600 grobišč, ki pa so neurejena, ki niso vpisana v register grobišč in zato ne spadajo med vojna grobišča. Tematiko vojnih grobišč pa ureja zakon o vojnih grobiščih. Torej, naš zakon ureja procedure do tistega trenutka, ko neko grobišče postane vojno grobišče. Zato naš zakon ne izpodriva obstoječega zakona o vojnih grobiščih, ampak ureja ves proces do takrat, ko neko grobišče je vpisano v register in potem postane dejansko vojno grobišče. Sestala sem se, oziroma ta zakon sem predstavila vsem poslanskim skupinam, tudi nekaterim civilnim združenjem. Nekako večina je imela pomisleke, češ, da ta zakon ni potreben, saj imamo zakon o vojnih grobiščih. Ko smo pa natančneje pogledali, kje so razlogi ali pa vzroki za to, da ta grobišča niso urejena, pa smo prišli do spoznanja, da so nastale nekatere tehnične ovire, zaradi katerih je ta proces prepočasen oziroma se ne izvaja, da primanjkuje denarja za to in da primanjkuje tudi politične volje. In ko smo vse to skušali razreševati, smo prišli do spoznanja, da potrebujemo ta nov zakon, ki bo razrešil tehnične probleme, da potrebujemo denar in zato smo tudi v zakon zapisali posebno postavko v proračunu, ki bo zagotavljala sredstva prav za te namene, in pa politična volja. O tej sem se pa največ pogovarjala s predsednikom vlade, ki prav tako podpira zakon, ki želi, da se ta problematika uredi. Prav tako je predsednik države naklonjen temu, da vendarle naredimo korak naprej na tem področju. Srečala sem se tudi s predsednikom državnega sveta, ki prav tako pravi, da je to stanje nevzdržno, neurejeno in da mora Slovenija narediti napredek. Tako da pričakujem, da bo ne glede na to, da imajo stranke določene pomisleke, da bo ta zakon sprejet.
Najbrž bo pa spremenjen tudi zakon, ki bo prenesel pristojnost za to področje na neko drugo ministrstvo, ker pač Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je po obsegu pristojnosti zelo veliko in tudi ni bilo, prvič zaradi tega, drugič pa tudi ni bilo prave politične volje, da bi se tukaj stvari bistveno premaknile naprej. In pa glede na dogovor s predsednikom vlade pričakujem, da se bo tudi osebno zavzel za to, da bo vendarle tudi tisti del državljanov, ki še vedno so žalostni ali pa ki še vedno čutijo te krivice zaradi neurejenih grobišč oziroma da bodo tudi ti državljani nekako videli nek napredek in da bodo tudi ti lahko prižigali svojcem svečke, če tako rečem, ali pa se jih spominjali na ustrezno urejenih krajih oziroma grobovih. Sedaj sem vam pa na voljo za vaša vprašanja. Ja, vkolikor, torej jaz pričakujem, da bo zakon sprejet, kajti, kot sem rekla, predsednik vlade je temu naklonjen. Upam, da bo zakon podprla tudi največja opozicijska stranka, saj vemo, da so za dobro sodelovanje prihodnosti pomembna tudi konkretna dejanja.